Ja, koledarsko leto se bliža k koncu in ekipa Krke je, bom rekel, še v zadnjem trenutku ulovila vlak, kateri pelje proti modri skupini. Jasno pa, da nismo še tam, kjer bi morali biti, torej pri zastavljenih ciljih. Je pa zdaj ta konec leta oziroma vse tekme v decembru so za nas zelo pomembne, da se približamo, ujamemo ta vlak in januarja zaključimo v modri skupini. Tak je naš osnovni cilj. Od začetka sezone bilo je kar veliko težav s poškodbami, tudi v tem trenutku še nismo kompletni, ampak nekako smo šli čez te težke čase, postavili igro spet na tisto mesto, kjer mora biti in moram reči, da v zadnjem času, zadnje 4 tekme smo lahko zadovoljni z našo igro. Vsako tekmo tudi napredujemo, tako da se veselimo tekme v Žirovnici. Ja, kakor sva se oba trenerja z gospodom Šilingom sva se pogovarjala, pač on ni želel izpostavljati neke utrujenosti, ampak druge stvari, ki so bile pomembne, ki so vplivale na rezultat. Se pravi, Salonit je igral zelo težko tekmo v sredo v Kamniku, premagal je Kamnik prvouvrščeni s 3-2, se pravi, tekma je bila težka. Mi smo imeli v istem času tudi tekmo doma proti Fužinarju, ki bi lahko bila tudi se zavlekla v 5 setov, ampak smo le toliko kontrolirali ekipo Fužinarja, tako da smo uspeli zmagati s 3-1. Kot sem rekel, trener Salonita ni želel izpostavljati neke utrujenosti, je pa res tudi to, da je naša ekipa na sprejemaljskih mestih odigrala verjetno najboljšo tekmo v tej sezoni. Se pravi, element sprejem je bil na zelo visokem nivoju, tako da tudi našemu podajalcu ni bilo težko razigravati napadalce, ki pa so trenutno, moram reči, v zelo pohvalni formi. Žirovnica vas je presenetila v Novem mestu kot novinec v ligi in premagala, torej obljubljate sladko maščevanje v Žirovnici? Ja, kot sem že rekel na začetku, mi se veselimo te tekme. Drugi krog je bil za nas kar stresen, po tistem so šle stvari nekatere kar navzdol. Ne, ni bil razlog samo poraz z Žirovnico v drugem krogu, tudi poškodbe, ki sem jih že prej omenil, ki so si sledile ena za drugo. Tako da zdaj mislim, da bomo v bistveno boljši kondiciji, kot smo bili takrat na začetku sezone. Tako da mislim, da bo tekma dobra, napeta, tudi zmagovalec je zelo nepredvidljiv, tako da bomo videli, ko bo konec tekme, kako bo. Kakšno posebno taktiko proti? Pa ne, pripravljamo se tako kot na vsako ekipo, se pravi, danes so fantje dobili že prvi material in na treningu bomo šli verjetno že malo čez, potem pa vsak dan dodamo še kakšno stvar, pogledamo si videa, tako da mislim, da bomo vedeli dovolj, da bomo lahko uspešni v Žirovnici. Ja, ta tekma je imela, bom rekel, 2 obraza. Prva 2 seta smo odigrali odlično, raznovrstno, igrala je cela ekipa. Medtem ko je pol naslednjih 3 setih Maribor sestavil svojo igro, dal višjo prestavo, mi žal nismo uspeli slediti določenim zadevam, predvsem v bloku in obrambi, da bi ustavili njihove najboljše igralce. Sami pa smo tudi na trenutke padli v preveč enolično igro, kar je pomenilo vedno prednost njihove ekipe praktično za 2-3 točke in ves čas smo lovili. Na koncu se nam nažalost ni izšlo, jaz pa upam, da bomo v naslednjih tekmah take tekme v taki obliki tudi pripeljali drugače do konca. V soboto prihaja v goste ekipa Krke iz Novega mesta, ki ste v prvem delu premagali. Malce napoved na to tekmo? Jaz še vedno mislim, da je bila tekma v Novem mestu verjetno naša najboljša v tej sezoni. Dobra ekipa so Krka, spoštujemo jih, poznamo jih, tako kot vse ostale. Jaz mislim, da so
pripravljeni na en hud boj, da nam vrne za tisti poraz v Novem mestu. Formo imajo, predvidevam, da odlično, glede na to, da so prejšnji krog premagali Salonit. Zdaj pa naj tekma odloči, malenkosti bodo verjetno odločale, dnevna forma, dvomim, da je katera od ekip toliko močna, saj upam, da ne bojo to oni, da bi nadigrali eden drugega in si obetam dolgo tekmo in boj za vsako točko. Zdravstveno stanje pri nas je kot ponavadi v redu, če nam kak igralec slučajno manjka, se to sploh ne pozna pri takem številu igralcev, mi imamo 16 registriranih igralcev, tako da imam druge skrbi, koga pustiti ta vikend na tribuni, tako da načeloma s tem nimamo letos problemov. Za vas tudi igra Jernej Potočnik, kaj to pomeni za ekipo? Jernej je prinesel predvsem izkušnje, ki smo jih potrebovali, mirnost v določenih trenutkih, tudi ostali igralci se drugače obnašajo, ko je on v igrišču, to sicer sam na trenutke ne razumem zakaj, ampak če je tako, naj bo tako, če jim je lažje igrati. Tudi on se še malo lovi v določenih trenutkih, da se privadi na naš stil igre. Je pa dobrodošla okrepitev, ki verjetno ne bo nastopil na vseh tekmah, kot smo se dogovorili, ampak na določenih nam bo pomagal. Saj bi radi zaključili to sezono mogoče malo prej, kot pa na zadnji tekmi, da bi se borili za tisto zadnjo mesto oziroma za izpad. Jaz upam, da ne, no, da bi lahko prej pripeljali to mirno mesto na lestvici, da ne bomo trepetali do zadnjega trenutka. Mladinci Žerovnice so v vzponu forme, nizajo uspehe. Kaj se obeta v nedeljo? Ja, v nedeljo imamo polfinalni mladinski turnir, to pomeni zadnjih 8 ekip, na tem turnirju bodo nastopile 4, 2 iz vzhoda, 2 iz zahoda, 2 se vrstita na Final Four. Do zdaj smo zelo dobro odigrali prvenstvo, sicer jaz tu delujem kot pomočnik trenerja, glavni trener je Rok Blaznik, odlično jih je pripravil in upamo na najboljše. Nastopi še ekipa Šempetra, ekipa Govoleja in ekipa Mislinje, poleg naše. Zadeva je ob 10. zjutraj v naši dvorani in bo trajala ena tekma za drugo, dokler se ne zaključi.